Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Vsak tretji Evropejec se v svojem življenju sooča z živčnostjo, anksioznostjo, s tesnobami, s temi takimi živčnimi izzivi. In tretjina svetovne populacije je pravzaprav v neki vrsti depresije, anksioznosti, nekih takih duševnih stiskah. Jaz ne vem, kako se to vam zdi, ampak to ni vsakdanje. To so ljudje, ki so dosegli vse tisto, kar je mogoče okolica od njih pričakovala. Imajo ustrezno izobrazbo, vozijo ta prav avto, zaslužijo dovolj denarja, a vendar se soočajo z vsemi temi stvarmi. Veste, koliko takšnih prihaja tudi na naše dogodke in nam rečejo, pa saj imamo te, ampak mene še vedno stiska, nekaj me stiska, nekaj še ni v redu. Danes bomo govorili o tesnobi in ta pogovor bomo speljali z našo bivšo sodelavko Klepeta ob kavi, ki je tudi pomagala pri naši produkciji prejšnjo sezono, Maja Satja 6, ki se namreč ukvarja z psihoterapijo, pa tudi z različnimi drugimi oblikami terapije. Aha, jo že sliši in kar naprej, pozdravljena. Ja, živjo! Živjo. Kako si? Dobro. No, prejšnjo leto smo se Lep studio imate, krasno je. Ja, no, krasno. Evo, prejšnjo leto smo se malo večkrat videvali, letos malce manjkrat, ker imaš precej projektov, s katerimi se trenutno ukvarjaš, ampak o tesnobi se mi pa zdi, da bi pa mogle že kaj povedati, ne? Skoraj bi mogli, glede na to, da je to kar neka taka težava vsakdanjega časa, tako kot si rekla lepo, ne, da se kar tretjino človeštva sooča s tem problemom. Ja. Zdaj, včasih niso rekli, ne, ja, ti imaš pa depresijo, ne, živci te dajejo, ne, bolj tako so rekli, ne. Kako pa pri tesnobi, kako? Tako je, ne. Lažje je reči stres, ne. Tesnoba se že malo povezuje s tem, da nisi glih čisto normalen, ne. Da nimaš vseh koleščkov v glavu, ne. Tako, ne. Tega je treba strpati nekam, ne. Ampak, če pa to rečemo stres, je pa to že kar nekaj, kar sprejeli smo, da v našem življenju mora biti stres nekaj vsakdanjega, pa ni ravno tako, ne. Ampak nastane pa tesnoba zaradi stresa? Ja, v osnovi je tako, ne. V osnovi je podlaga za tesnobo neka travma v otroštvu, ki je izgradila človeka na neki osnovi in kasneje v življenju, v odrasli dobi, so neki zunanji sprožilci, ki v bistvu to travmo sprožijo, ki v osnovi sploh nimajo nobene povezave s tukaj in zdaj. Recimo človek lahko doživi tesnobo, ko se pelje z avtom po cesti, lahko jo doživi na letalu, lahko jo doživi v dvigalu, lahko z določenim človekom. Skratka, ni toliko, to je samo nek sprožilec, ampak osnova je pa bila nekje v otroštvu, ne. V neki točki se vsak, recimo, v življenju lahko malo zlomi, ali gre to, ne vem, ob nekih takih situacijah, kot so recimo ločitev, menjava službe, poroka, smrt in takrat v bistvu toliko močneje lahko nas to prizadene. Tesnobo, kako se jo občuti, kako v prsih, tako, težo? Zdaj bom tako jaz rekla, ne, s klienti, s katerimi delam, ali pa tudi sama, kot sem pred leti to doživela, v bistvu vsak malo po svoje, ampak v osnovi gre za neke skupne stvari. Se pravi, gre za nek občutek, da nekaj ni okej, ali gre za neko tiščanje v prsih, lahko gre za nek občutek vročice, lahko gre za občutek, ne vem, bolečin v križu, lahko gre za napetost v glavi, lahko gre za občutek strahu. V tistem trenutku, ko človek doživi nek panični napad, anksioznost, tesnobo, v bistvu bi zbežal. Bi zbežal iz tiste situacije, vse bi naredil, da bi se rešil. Tako da ponovadi ljudje tako občutijo. Rekla si, da si imela tudi sama to izkušnjo, kako je pa pri tebi izgledala ta izkušnja? Ja, ta moja izkušnja je zdaj že, koliko je to že, več kot 20 let nazaj, tako da bom mogla malo pobrskati po spominu. Ampak, ja, no, saj fajn izgledaš, ful fajn izgledaš, ja. Hvala. Ja, torej, v bistvu sem se tudi, še to moram poudariti, kako v bistvu tesnoba se največkrat udane, kaj je tisti glavni sprožilec, ne? V imenu storilnosti in kapitala se danes na tiho v bistvu dovoljuje vse. In človek pod takimi pritiski
največkrat gre za mobbing v obliki z nekimi odnosi, potem je lahko še kaj odnosi doma, ne? Ampak velikokrat v osnovi gre za neke okoliščine v službi in potem še doma. No in tudi moja zgodba je bila taka, sem bila, preden sem se pač začela na drugačen način ukvarjati z ljudmi, sem bila zaposlena v turizmu, v nekem turističnem podjetju, hotelirskem. Bila sem zelo mlada, hitro sem napredovala, postala menedžerka in seveda v tisti želji, da se dokažem, da ugodim svojim vodjem, sem padla v neko okolje, kjer se je ravno tako dogajal kar precej težek mobbing. In nekega dne je bilo enostavno preveč in je moje telo odpovedalo in potem... Kako je odpovedalo tvoje telo? Kako točno je to izgledalo? Kako točno je to izgledalo? To je tako izgledalo, da bi se zjutraj vstal, pa se ne moreš vstati, ker nimaš moči. Pa ti srce razbija, pa bi telo hotelo bruhati, pa so krči v nogah, pa skratka, odpovedi telo. Ne zmoreš ga upravljati tako, kot si ga prej upravljal in enostavno veš, da ne zmoreš več, da ne boš našel v sebi moči, da greš v tisto okolje, ker je bilo preveč. Tako da to je bila moja zgodba, ja, telo je moje potrebovalo kar, kaj jaz vem, koliko je bilo, ja, kakšne pol leta sigurno, no, da se je nazaj sestavilo tako, kot se je moglo. Ampak se pravi, enega dneva enostavno nisi več prišla v službo? Nisem več zmogla in potem sem poklicala, da me ne bo več. In tako je to bilo, no. Ampak seveda potem sem se jaz sama, sem si želela na nek način pomagati in sem se sama vključila v terapevtsko aktivna srečevanja in seveda skozi to, danes jaz lahko rečem, wow, to je krasna izkušnja, tisti moment je bilo težko, resnično je bilo težko, ampak danes lahko rečem, wow, to je bilo nekaj dobrega v mojem življenju, peljalo me je na tisto pot, kar je v osnovi moja pot, danes imam to osebno izkušnjo, znam svetovati in na nek način zdaj s tem znanjem lahko pomagam drugim, kar se je meni zgodilo. Ker recimo ljudem se marsikaj zgodi, ja. Jaz sem tudi prepričana, da sem doživela že mnogokrat tesnobo, ampak nisem vedela, da je to tesnoba. Sem mislila, to zdaj nekaj jaz čutim in sem edina na tem svetu, ki to čutim. Točno to ljudje rečejo. In sem sama in sem čudna in tako. Točno to je tisto, kar si ljudje rečejo. Sej nič ni, sej sam mal nekaj mi srce hitreje utripa, sej sam mal preveč delam. In ko si tako govorimo iz dneva v dan, nič si ne pomagamo s tem. Ne? V bistvu se samo oddaljujemo od sebe. Tudi klinični izvidi ponovadi grejo ljudje k zdravniku, pa nekaj mi je, pri zdravniku ne ugotovijo nič, vse je BP, vaše srce je v redu, nič vam ni, malo se sprostite ali kakorkoli. Dejstvo je, da moramo na tesnobo gledati kot na našo prijateljico. Zelo dobra knjiga je tudi v slovenščini, napisala jo je Damjana Bakarič, bivša novinarka. Notri so opisane zgodbe ljudi, ki so doživljali tesnobo. Predvsem je pomembno vedeti, da je veliko takih ljudi. Takrat ne smemo ostati sami. Takrat se moramo pogovarjati o tem. Veliko ljudi se sooča s podobnimi strahovi, pa mogoče si ne upa o tem povedati. Tesnoba v bistvu nam samo sporoča, da nekaj v življenju ne delamo prav. Da sami sebe nismo postavili na prvo mesto, da mogoče ne znamo postavljati meja, da smo mogoče prestrogi do sami sebe, da mogoče ne skrbimo tako za svoje telo, kot bi želeli, da nekaj z našimi čustvi ni ravno tako, kot bi si mi želeli, da imamo mogoče prevelika pričakovanja. Tako da v bistvu ljudje, ki doživljajo tesnobo, enkrat, ko se sprejmejo, so v osnovi to precej visoko zavestni ljudje, možni velikih sprememb, ko sami sebe sprejmejo. Tako da tudi lepo to Damjana v knjigi opisuje. Danes me bolj skrbijo tisti ljudje, ki ne občutijo tesnobe. Glede na to, v kakšnem svetu živimo, kjer vsi vidimo, da stvari ne grejo nekako v pravo smer, da odnosi so vedno bolj ohlapni, površinski, da bežimo v zunanji svet telefonov, nakupovanja, seksualnosti, zasvojenosti s športom. Tako da v bistvu na nek način je tesnoba nekaj pozitivnega. Smo na pravi poti. V nadaljevanju nam zaupaš tudi, kako ti ljudem, ki prihajajo k tebi po pomoč, pomagaš iz te tesnobe ven, oziroma da jo prepoznajo in vidijo tudi vzroke in simptome in tako naprej. Tale trenutek pa preverimo, kdaj in kje se med drugim tudi srečujemo vsak mesec na enem takem kraju, kjer tesnobe vsekakor ni, zato smo ta večer tudi poimenovali Božansko.
spomladanski večer je večer, kjer si tiste 2-3 ure vzamete zase in rečete, to je čas, ko me enostavno ni. Čas za mojo dušo in telo. Pa to še ni vse, kar se dogaja, dajmo preveriti. Kaj nekomu koristijo milijoni, če je reven zdravja, reven ljubezni, reven smeha, spoštovanja? Denar ni edini, ki predstavlja merilo za revščino ali bogastvo, a je tisti, zaradi katerega je ogromno ljudi v stresu. Celo dokazali so, da ima stres zaradi denarja na telo podoben učinek kot fizično mučenje. Izstopite iz začaranega kroga, da boste dobili občutek kontrole nad svojim življenjem in financami. Zadajte si to za leto 2018 in se udeležite januarskega celodnevnega seminarja o obilju, kjer se boste naučili ključnih tehnik in metod. Celodnevni seminar 20. januarja je namenjen predvsem procesu osebnostne osvoboditve na vseh področjih. Vabljeni na seminar obilja 20. januarja. Več informacij na www.klepetopkavi.si ali 02 6200 230. In še to, ne tisto, kar je tvoj poklic. Tisto, za kar si poklican, bi moral delati v življenju in obstaja pot do tja. Na seminarju vam bomo pokazali in vas opremili z orodji, a prehoditi jo boste še vedno morali sami. Danes torej govorimo o izzivih z živci, o depresiji, anksioznosti oziroma predvsem o tesnobi kot takšni in povabili smo vas na različne dogodke, kjer se učimo, da se ukvarjamo sami s sabo. In Maja Satja 6 je danes v naši družbi. Maja, ko se začneš ukvarjati sam s sabo, si že na dobri poti verjetno, ne? To je že polovica vsega. Ko si priznaš, da se moraš z nečim soočiti, si v bistvu naredil že veliko polovico. Potem je pa treba samo še spustiti skozi vse tisto, s čimer se moraš soočiti. Ali se tesnoba kaže tudi preko recimo videli bomo tudi eno zgodbo od enega fanta v ozadju, skozi neke napade panike oziroma neke panične napade. Absolutno, tesnoba je na nek način anksioznost. Gre za neke trenutke, ko človek je v taki stiski, da enostavno čustva in razum niso usklajena in telo odreagira na svoj način. To se tudi kaže potem kaj kot povišan krvni tlak, pa vse Dobro, to je že pač malo stranska zadeva. Ne, gre v bistvu za nek občutek notranje nemoči, kjer v tistem trenutku bi samo zbežal od tam, da se rešiš, da preživiš na nek način. V knjigi Petra Maletja, Na zdravje, sem prebrala, pa sicer tudi že sama ugotovila to prej, da dihanje je krasno orodje in da kadar smo v teh občutkih tesnobe, depresije, anksioznosti in tak naprej, da dihamo ponovadi plitko, kratko in da z dihanjem dejansko lahko reguliramo vse te zadeve. Jaz pa vem, ti si tudi ambasadorka HeartMaths v Sloveniji in si mi pokazala eno krasno stvar, ki sem jaz tudi podarila mojemu partnerju takrat za Božič, mislim da, ki se dejansko diha, ne? Tako. V bistvu v osnovi ljudje res ne znamo dihati. Pri dihanju je pomembno predvsem to, kadar se zgodi nek strah, se v bistvu še bolj zakrčimo in ta mišica tukaj, ki jo imamo, prepona, se v bistvu še bolj zakrči in ves cikel se samo pospeši. Potreben je globok vdih in izdih, potrebno je trebušno dihanje, se pravi ne s prsnim košem. Kot dojenčki vsi v osnovi znajo dihati, dihajo trebušno. Potem pa kasneje v življenju pa nekako ta del zapremo in dihamo samo z zgornjim delom. Sploh ženske, če moramo trebuhno držati. Tako. Tako da trebuhe ven ženske. Ja, v osnovi dihanje je zelo pomembno. In ta sama napravica, v bistvu gre za nek biofeedback napravo, ki jo enostavno priklopimo na telefon, je v bistvu naše ogledalo. Umerja nas v bistvu, kdaj smo mi v srcu, kdaj smo pa v razumu. Kaj je največkrat problem? To se enkrat, se vedno spomnim, na enem predavanju si rekla, kako je v bistvu najtežje v življenju narediti tako malo pot teh 30 cm od tu do tu. In resnično, v bistvu in ta napravica nas v bistvu beleži, kdaj nam uspe vzpostaviti srčno koherenco, v bistvu kdaj smo v srcu, kdaj smo pa v razumu. Kadar si v razumu, si ena velika zmeda. Ja, načeloma, ko si v razumu, nisi v stiku z nekako svojo dušo, ampak bolj želiš ugoditi ali neki okolici, ali standardom, ki so bili postavljeni, ali merilom. Vse, če tako gledamo, človek je v razumu v zadnjih
300 let se tako poveličuje ta razum. Če pogledamo malo zgodovinsko, ljudje so na drugačne načine včasih živeli. Ne? Potem je pač cerkev postavila neka pravila, ko je cerkev izgubila svojo veljavo nekako v srednjem veku, je pa znanost prevzela tisto alfa in omega. Se pravi, kar se da dokazati, to je, drugo ne obstaja. Na nek način smo s tem zanikali našo duhovnost in našo dušo in v bistvu povezava, stik z našim srcem, z našo srčnostjo, to je tisto, kar je naše v osnovi poslanstvo. No, Maja, dolgo nisva govorili že takle, ne? In to sem ti hotela povedati, da kar sem pa jaz sama pri sebi ugotovila, da mi najbolj ustreza. Sama veš, da pazim tudi na prehrano, imam ustrezna dopolnila in tak naprej. In začela sem pa zdaj tudi nekaj mesecev nazaj z navado, ki mi pa 1000% koristi res fajn. Ja. In sicer ob 9 sem najkasneje v posteli. Super. In pa zbudim se potem ob 5 in grem najprej teč od 5 do 7 kilometrov in potem še diham. Super. In to, da grem prav cajt spat, se mi zdi, da je tako zlato. Super. Ampak ljudje, ki imajo tesnobe, pa depresije, pa te zadeve, pa pravzaprav težko zaspijo, ne? Ja, v bistvu se začne cikel. Potem ne samo, da jih je strah napadov, potem se zgodi, da jih je strah, kdaj se bo ponovno zgodil napad. Ja. Ne? Jaz sem nekako tako, na tak lahek način si je zapomniti, sem pač neko svojo formulo razvila, kako se v bistvu rešiti tesnobe. In sicer srčnost. Vsaka črka ima smisel za nekaj. Se pravi, prvo je soočenje. Pogledati moramo tja, kamor si ne želimo pogledati, ali pa kamor si nismo upali pogledati. To je v osnovi. R kot razum, se pravi, opustiti moramo razum. Ljudje smo včasih, če danes pogledamo po cesti, kot ene velike glave z malimi nogami. Stalno smo v nekih informacijah, v neki odtujenosti sami od sebe. Se pravi, razum je pomemben, ampak srce mora voditi, razum sledi. Potem Č kot čakre. Razumeti moramo, da smo tudi energijska bitja, da nismo samo fizično telo. Torej, tudi na energijski ravni moramo biti prijazni do sebe, kaj vnašamo v sebe, s kakšnimi ljudmi se družimo, s kakšnimi odnosi se napajamo, v kakšni energiji smo. Potem N kot ne, velik ne. Treba se je naučiti v življenju reči ne. Samo tako bomo lahko sebe dali na prvo mesto. Ne govorimo o tistem egoizmu, govorimo o zdravi samopodobi, kjer je včasih situacijam, ljudem potrebno reči ne. O kot kisik, oksigen, dihanje, ki je zelo pomembno, torej naučiti se moramo dihati. Si večkrat na dan, tako kot si ti rekla, super, si vzeti čas zase, dvakrat recimo po 10 minut na dan, preden zaspimo, se lepo umirimo in smo prisotni v samem procesu dihanja. To bi bilo potem srčnost kot srce, torej res poudarek dati na tem, da poslušamo svoje srce. In pa T kot telo, tako kot si sama rekla, nujno je potrebna fizična aktivnost. Sama fizična aktivnost pri depresiji, izgorelosti in stresu v bistvu sprožamo endorfine, pozitivne hormone. Potrebno je skrbeti za telo, seveda. V osnovi je to naša škatla, ki nas vozi, tako da spanca, dovolj, zdrava prehrana, to so tiste ključne stvari, seveda, na katerih gradimo. Brez tega ne bo šlo. Vse skupine, celostno je treba gledati na bitje, smo energijsko bitje, smo telo, smo odnosi, smo duša, smo srce, smo razum. Vsak ima ena vrata, skozi katera se lahko pride do srca, zdaj pa pač odvisno od posameznika. Nekdo je bolj na energijski ravni, nekdo je bolj razumski, nekdo je bolj znanstveni, bo prej sprejel to biofeedback napravico. Skratka, vsak ima svoj način in svojo pot. In poti je pravzaprav zelo veliko, ampak ti takole, ko ljudje prihajajo k tebi po pomoč, pravzaprav kar čutiš, aha, tale pot bo zate prava. Ja, v osnovi, a ne vedno na prvem tistem pogovoru začutim že malo za kakšno težavo sploh gre, potem pa ocenim, a gre v bistvu, a je človek bolj, kako bi temu rekli, razumski, ali bo potrebno malo več pogovora, ali bomo to naredili mogoče s tehnologijo, ali je bolj duhoven in bomo to poskušali prvo na energijskem nivoju, na čakrah. Seveda je fino, da gre človek skozi vse procese te, ampak fajn je pa, da sprejme tisto, kar lahko sprejme. Obvezno je pa vedno potrebno malce pogovora. Na nek način se je treba soočati. To je tako, kot recimo pri pranic healingu. Lahko pozdravimo mijo peklino, vsakeč jo lahko pozdravimo. Ampak če bo človek spet dal
roko v vročo vodo, nima smisla. Ne? Se pravi, lahko pomagam človeku na energijskem nivoju, ustabiliziramo čakre, ampak slej ko prej se bo situacija ponovila, torej potrebno je majčken pogovora, ugleda samega vase, kaj je tisto, kar v osnovi to sproža, da lahko spremenimo način čustvovanja pa vzorce, ki jih imamo. Saj največkrat gre to za neka naša prepričanja. In tukaj pridemo do vzrokov. Tako. Najlepša hvala. Maja Satja Šest je bila danes v naši družbi. Govorili smo o vsem tem in povedala je, da smo že na polovici, kadar se začnemo sami s sabo malo ukvarjati, tako da pustite sosede, pustite druge člane v vaši družini, vprašajte se, kako si ti? Kako si kaj danes? Tak čist zares. Ta del je še posebej delikaten, občutljiv in takole sploh vidite, koliko Susana uživa tukaj.